Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Že 2 leti sta minili od odprtja vstopne točke Topolino ob regionalni cesti, ki pelje proti Kranjski Gori. Že postavljenim objektom se je v začetku meseca pridružil nov mobilni objekt brezčasnega in sodobnega arhitekturnega dizajna. V njem so uredili prijeten gostinski lokal in turistično-informacijsko točko. Ta konec tedna smo tukaj na počivališču v Topolinotu zaključili z obrtniškimi deli. Lahko rečem, da smo izredno veseli, da smo po 2 letih urejanja Topolinota od ureditve okolice do izgraditve javnega WC-ja, do graditve igral, končno dočakali tudi informacijski objekt tukaj za nami. Skupaj s podjetjem Lumis smo se nekako odločili, da je primerna arhitekturna zasnova nekako kombinacija modernega in pa tradicionalnega. Gre za funkcionalen objekt, ki pa je tudi premostljiv, tako da v primeru potrebe po določenem objektu v času večjih prireditev ali kakorkoli, da lahko tudi prenesemo na katerokoli drugo lokacijo v občini Kranjska Gora. Sama notranjost objekta je dokaj moderna, mešanica modernega in pa tradicionalnega, nekaj lesa, nekaj modernih elementov. Želeli smo predvsem, da se obiskovalci tukaj počutijo predvsem domače in pa sproščeno. Je pa to funkcionalen objekt, ki v bistvu predstavlja možnosti za gostinsko dejavnost in pa seveda tudi možnost informacijske dejavnosti. Tako da gostje v bistvu, ko pridejo v sam objekt, lahko 2 stvari na enem mestu dobijo. Poleg tega pa želimo sam objekt izkoristiti tudi za malo trgovinico, predvsem namenjeno spominkom. Objekt ima tudi dovolj svetlobe in pa, kar nas pa še posebej veseli, je pa ta sam južni del na Savo, kjer je res prekrasen pogled. Ta del smo dogradili tudi z dodatno teraso in mislim, da vsi obiskovalci, ki bodo obiskali objekt, bodo uživali tako noter kot pa vzunaj. Objekt bo omogočal v bistvu uporabo preko celega leta, je zelo dobro izoliran, omogoča tudi ogrevanje z IR paneli in pa sama konstrukcija je narejena tako, da v bistvu v času poletja omogoča, da se v samem objektu lahko prijetno dela in ustvarjajo ustrezni delovni pogoji. Jaz mislim, da smo z dokončanjem objekta v Topolinu nekako zaključili investicijo v samo ureditev Topolina. Zato bi se na tem mestu res najlepše zahvalil vsem, ki so sodelovali in nam tukaj pomagali, predvsem agrarni skupnosti Dovje Mojstrana, ekipi Komunale Kranjska Gora, ki je naredila res v zelo kratkem času ogromno dela, občini Kranjska Gora za podporo in pa seveda vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da imamo na vstopni točki v našo dolino res, lahko rečemo, primeren turistični objekt, ki bo služil svojemu namenu. Zato vabim vse občanke in občane, da pridete, si ga ogledate, spijete tukaj kakšno kavico, predvsem pa uživate na tej res prelepi in pa čudoviti lokaciji. Odpiralni čas turistično-informacijskega centra in gostinskega lokala pri Topolinu je vsak dan med 8 in 20 uro. Na rednem letnem občnem zboru so se na prenovljenem golf igrišču v Kranjski Gori zbrali člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Ocenili so, kakšno leto je za njimi in postavili tudi cilje za naprej. Ja, redni letni občni zbor je pred nami, nekako se je sezona zaključila, uspešna sezona, tako v tekmovalnem kot za nas v organizacijskem smislu. Treba je pohvaliti vse delavce, vse starše, vsi, ki so kakorkoli pripomogli k res uspešni sezoni. Danes bomo nekako formalno zaključili to sezono s sprejemom vseh poročil in pa tudi s sprejemom programov za naslednje leto. Programi so zelo podobni. Mogoče edina noviteta, ki je, da bomo letos imeli FIS ekipo, to se pravi tekmovalce, ki so bili v teh otroških kategorijah najboljši. Letos prestopajo v FIS program, edini program. Aleš Vidic bo vodil to skupino, pomagal mu bo pa Uroš Pavlovčič, ki se letos vrača z Amerike. In jaz upam, da bo drugo leto sezona še uspešnejša. V Kranjski Gori je ta teden potekal olimpijski športni tabor s Foksijem in olimpijci. Otrokom so bili z igro predstavljeni različni olimpijski športi, vsak svojo karakteristiko, zgodovino in izvorom. Z izvajanjem različnih športov so otroci nadgradili svojo gibalno koordinacijo, čut ekipnega sodelovanja, športne vrednote, pravila in športno znanje.
Cilj olimpijskega tabora je, da otroci na taboru vzljubijo šport in da postane sestavni del njihovega življenja, da tabor zapustijo srečni, z lepimi spomini, z novim športnim znanjem, a hkrati tudi prijetno utrujeni. V Kranjski Gori se je odvil olimpijski športni tabor s Foksijem za otroke od 1. do 5. razreda. Trajalo je pet polnih dni in skozi igro smo jim predstavili različne olimpijske športe in pa olimpijske vrednote. V gozdu Martuljku je bila v soboto veselica, pa domačem v Rutah. Zbrane je zabavala skupina Nalet. Pripravili so tudi animacijo za otroke in razne športne igre. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Delavnice Morje za otroke bodo prihajajoči teden potekale v knjižnici v Mojstrani, in sicer od 13 do 14:30 minut. Vodi jih Mojca Ahčin Rozman. Na Rajže po poteh Triglavskih pravljic se znova lahko odpravite v soboto ob 10. v Mojstrani. V okviru poletja pod Vitrancem od četrtka do nedelje ob 20:30 minut na trgu pred cerkvijo potekajo razni koncerti. Ob jezeru Jasna v Kranjski Gori se lahko udeležite joge ali pilatesa z Ano Kersnik Žvab. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Kronika tedna zdaj za 14 dni odhaja na dopust, tako da se znova vidimo konec meseca. Tudi vam želimo prijetne poletne dni. Nasvidenje.